prilagodila mnoge javne prostore, knjižnice, upravne enote, informacijska muzeja, kot še sama povedala, torej da so bolj prijazni slepim in slabovidnim. Tudi študenti je že gostovala z mnogimi raziskavami na različnih institucijah v vseh koncih Slovenije in danes smo prav lahko posebno veseli, ker smo spet doma. Tako da želim vam še obilo dobrega dela, pridite si potem pogledati tudi nastavo in uživajte v današnjem dogodku. Lepša hvala, Tina. Seveda najprej zahvale tako krasnemu uvodu, ker naš orkester je izjemen. Nisem sicer posebno glasbeno izobražena, ampak glasba se te dotakne, če nimaš izobrazbe. Pozdravljam seveda vse študentke, njihove mentore, ki so pripeljali. Posebej pozdravljam tudi predstavnike društva slepih in slabovidnih iz Kopra.
z njimi zelo dobro sodelujemo, čeprav lahko rečem, da imajo po njihovih podatkih čedalje manj mladih slepih, kar je zelo dobro. Vendar vseeno, če pogledamo trenutno situacijo slovenskih slikanic, slovenskih in tujih v knjižnicah, dobro veste, da en otrok lahko pride na mladinski ali otroški oddelek in je tam 1 uro, vzame v roko slikanice, pa še ne bo prišel do konca. Medtem ko pa slep otrok, pa te možnosti nima. To pomeni, tipnih slikanic skoraj ni. V čem je problem? Ko jih boste natančno pogledali, boste videli, da so te slikanice več narejene vse na roki. To se pravi, izdelava je draga, ni pa tudi enostavna. Velikokrat si ljudje predstavljajo, aha, dobro, nekaj bom prilepil in to je tipna slikanica. Ampak ne. Mi imamo kar nekaj ur teorije, preden se sploh lotimo lahko take slikanice. Namreč potrebno je zadevo zelo generalizirati, to pomeni, da osiromašimo slike. Tukaj vam zdaj kažem slikanico Peter Klepec, na kateri na prvi strani imamo samo 2 postavi, mamo in pa Petra. To se pravi, zelo generalizirana zadeva in paziti moramo na materijale, da se ločijo, paziti moramo tudi na slabovidne ali na slepe z ostankom vida, da je to kontrast med podlago in tako naprej in tako naprej in tako naprej. To se pravi, res, veliko znanja je potrebnega in pa seveda tudi veliko truda, da lahko naredimo neko tako dobro slikanico, ki upošteva vse kiklopedagoške značilnosti. Mi smo se odločili, da bomo študenti, rednimi študenti in pa izrednimi inkluzivne pedagogike prilagodili 13 naših slovenskih zgodb in sicer smo začeli s temi temeljnimi, recimo kot že omenjeni Peter Klepec, potem recimo Martin Krepan, to je napravil Vitko Srajčico, naprimer, potem smo, Karl Matjaž je tudi ena taka, potem smo šli pa tudi na te umetne, naprimer nekaj od Svetlane Makarovič, želeli pa smo, da so slovenske, ker dostikrat teh temeljnih slikanic ni na voljo. Na levi strani boste opazili, da je v povečanem tisku, to pomeni, da je prilagojeno za tiste, ki slabše vidijo, spodaj je pa pisava, je pa prepisano v brajico, pa še nekaj smo naredili, to se pravi ne samo za slepe in slabovidne, ampak tudi za otroke, ki imajo primanjkljaje na različnih področjih učenja, od disleksije do, ne vem, tudi do tistih, ki teže berejo, ko mogoče slovenščina ni njihov prvi jezik, so priseljenci, smo prilagodili v lahko berljiv način. Lahko berljiv način pomeni, ne, da je to zdaj lahkotno branje, kot nekateri mislijo, ampak da je to dostopno branje za tiste, ki pač ne morejo razumeti bolj kompliciranih zadev. Tudi to je bilo zelo težko. Mi pravimo, da je lahko branje težko pisanje, ker je treba res se skoncentrirati na tisto, kar je bistveno in v parih povedati bistvo. In to mislim, da je našim študentom zelo dobro uspelo. To si boste seveda vi lahko vse natančno otipali. Mi smo pripravili tudi študentkami inkluzivne pedagogike letos rednimi delavnice in sicer boste lahko dobili črno prevezo čez oči in potem boste pod njihovim vodstvom seveda tipali. Mi nikoli ne damo otroku tipanke pa rečemo, no, kaj pa je tukaj, kar poišči pa poglej, ne? To je zguba časa. In vedno vodimo otroka, s tem se bosta tudi Savet in Drago in Aleksandr strinjanja, da vedno vodimo otroka in mu povemo, kaj je na ilustraciji. Tako kot vedeč otrok seveda iz konteksta lahko razve. In tukaj bomo tudi, boste lahko se poskusili, kako je dojeti ilustracijo, če ne vidimo. Imamo tudi seboj braille stroj, tako da boste lahko sami poskusili, kako se tipka. Naše študentke že znajo nekaj. Te, ki so pa to izdelovali, so pa nekateri sami natipkali besedilo v brajici, kar pa ni tako lahko. Če se enkrat zmotiš, moraš še enkrat. To se pravi, mislim, da je to en res dosežek velik, namreč mi imamo za izpite vedno nekaj konkretnega.
In sami študenti pravijo, da se več naučijo o izdelavi take tipanke, kot pa če bi obkroževali ABC in to pozabili v nekaj mesecih. To ti pa ostane verjetno vse življenje, ker seveda so zapleti. Ti si kot videč zamisliš, kako bo neka tipanka izgledala, potem pa ugotoviš, da temu sploh ne tako. Tako da mogoče bi dala besedo še predstavnikom društva slepih in slabovidnih. Moram pa povedati, da smo imeli naročeno tudi televizijsko ekipo, ampak v Luko je prispela ministrica Alenka Bratušek in vsa ekipa se je naglo preselila v Luko. Vseeno bomo pa naredili prispevek na televiziji, Andreja zdaj naša slika snema in da bo tudi odmevalo širše. Zahvaljujem se tudi knjižnici, naši knjižnici, ki je gostovala te tipanke kar nekaj časa in še jih bo, dokler se ne bodo selile na kakšno drugo mesto. Če je še kakšno vprašanje, se bomo lahko potem v neformalnem druženju še kaj pomenili, pa mogoče kar prosim, drago, predsednik društva. Hvala. Lep pozdrav vsem prisotnim. Dovolite mi, da vas prvo najbolj prisrčno pozdravim v imenu Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Koper kot v mojem imenu. Jaz se upravičujem, sem razlo na slabem glasu, ker sem malo prehlajen, pa vendar dovolite, da ob tej priložnosti se zahvalim še posebej gospe Kermauner kot gospodu Florjančiču za to naše sodelovanje med našim društvom in vašo fakulteto. Kot marsikdo od vas tudi ve, vas vsako leto gostimo na našem društvu, kjer vam predstavljamo delovanje našega društva. In še posebej me veseli, da tudi vi na vaši fakulteti prepoznavate slepoto in slabovidnost in da tudi delujete v smeri za dobrobit slepih in slabovidnih, ne zgolj otrok, kot tudi ostalih članov. Zato mi dovolite, da še enkrat povem, da se vam zahvalim za vse in da vas še vnaprej vabim in tudi, da ste vedno dobrodošli na našem društvu. Hvala. Ampak to, kar je gospod Sahat rekel, ja, res izjemno dobro sodelujemo in nekaj drugega je, da se ti učiš o slepih, ko pa priješ v stik s slepimi, je pa to nekaj drugega. Dosti kaj me vpraša, a se bom znal obnašati s slepimi, ljudje so. Se pravi, normalno so obnašeni. In ta stik je neprecenljiv, ta njihova podpora. Mi pa tudi naredimo eno tako vajo z zavezanimi očmi. Študenti inkluzivne pedagogike dobro veste, da smo prekrižali Koper že zavezanimi očmi z Belo palico s profesorjem Florjančičem in da je to neka posebna izkušnja. Veste tudi izdelovali tipanke? A je kdo, ki je izdeloval te tipanke tukaj morda? Vem, da so v službah, da so se upravičili. Aha, a bi prosim, a bi povedali kaj par besed? A je bilo težko, je bilo lahko, ali kakšen izziv je bil to? Kot ste rekli, zelo nepričakovano zadevo, ker ne vemo točno, kaj pričakujemo od samega izdelka končno. In največ nas je to ustavilo, ker smo prepričani bili, da je nekaj bilo čisto dobro narejeno in potem, ko smo zaprli oči potipali, smo videli, da to ni ta pravi občutek. Smo bili zelo pozorni na materijale, ki smo jih morali uporabiti, ker so je pomembno, ali se čuti toplota ali kaj mrzega, kako bojo to otroci, ker nikoli neko zadevo niso mogli videti, takrat to zelo spoznali. S druge strani pa tudi to, kar ste že nekaj povedali, natipkati brajico je bilo en pravi izziv. Drugače, zelo lepa izkušnja in en si zmenili že, da bodo to delali še naprej, brez tega, da moramo biti na vašem predmetu prisotni, tako da nekaj je že v izdelavi in jaz osebno, ker prihajam iz druge države, sem že nekaj naredila že otroke iz Srbije, zadejo, tako da ta tipom, kolikaj vam prekresla. Super. Dobro, smo zasejali seme, ne? Ja, res je dobro. Vsi lepi zivi in vidite, tudi krasne rešitve, hvala lepa. Tukaj
tukaj, na primer, Martin Krpan, ker je bila ta procesija, ki se sreča s cesarjem predolga, so potem naredile na tako rešitev. Res se da marsikaj narediti. Pa še mislim, da so rekli, da so kralja malce posprejale, da lepo dišijo, ne? Se pravi še čut. Zdaj boste tudi sami potem lahko konkretno povedali. Tako, še kakšno vprašanje, morda kakšna pripomba, kakšna misel. Hvala še enkrat res študentom, ki to izdelujejo, kako pokresni lahko, ampak rezultati so pa res dobri. Ja, so pa vidni in tipi, tako. Mogoče prosimo Aleksandra. Moram povedati, da je bil Aleksandar moj učenec, izredno bister in dober učenec, ki se je pa zdaj razvil z leti v še boljšega, pa celo odličnega kitarista in kantautorja. Zelo krasna besedila, jaz ga obožujem. Ga boste tudi vi, da boste slišali. Takšne pesmi pojeva mi dva, drugačne zgodbe piševa mi dva, drugačne like ljubiva mi dva, mi dva, mi dva, mi dva, mi dva. Prav zares drugačna sva, mi dva, prav zares drugačna sva, in to je ured, in to je ured, in to je ured, pove naprej. Drugačne note piševa mi dva, drugačne slike riševa mi dva, drugačne želje nosiva mi dva, mi dva, mi dva, mi dva. Prav zares drugačna sva, mi dva, mi dva, mi dva. Prav zares drugačna sva, in to je ured, in to je ured, in to je ured, pove naprej. Nisva iste barve, imamo drugega Boga, ni to lepši del narave, ki je bistvo vsega. In to je ured, in to je ured, in to je ured, pove naprej. Prav zares drugačna sva, mi dva, mi dva, mi dva. Prav zares drugačna sva, mi dva. Prav zares drugačna sva, mi dva, mi dva, mi dva. Prav zares drugačna sva, in to je ured, in to je ured, in to je ured, pove naprej. No, morda jaz povem, da je bil sam je tudi naš uslužbenec 15 let, zdaj posili razmer, ker država pač je nekako, bi lahko rekel, nam mačeha tega programa več ne sofinancira, je Sandi pravzaprav prenehal biti službeno aktiven pri nas. Naj pa povem tudi, da smo kot prvi in pa edini v Sloveniji, kar se mi zdi zelo pomembno, kar 6 let
imeli zaposleno študentko, zdaj študentko, oziroma mislim že diplomantko pedagoške fakultete smeri inkluziva, kjer smo izvajali program pomoči, izvenšolske pomoči otrokom, slepim in slabovidnim otrokom v inkluzivi. Tudi ta program se letos zaključuje, tako da bi lahko rekel, da na tem področju res mačeha država mačeha našim otrokom in pa nasplošno invalidom. Res je, da imajo ti otroci skladno z odločbami izvenšolske pomoči in pa pomočnike v šoli, vendar ocenjujemo, da glede na ta hendikep in invalidnost, da je to vse premalo. In mi pravzaprav nismo še dobili puške v koruzo in se bomo borili še naprej, da bi ta program ohranili, ga izvajali še naprej, kako tudi seveda zaposlovali slepe in slabovidne v naši organizaciji, kjer so še kako koristni, pa žal niti v javni upravi, niti v gospodarstvu, kljub temu, da doštudirajo, kajti slepi in slabovidni smo pravzaprav nekako po eni statistiki znani, da so najbolj izobraženi med invalidi, vendar službe in zaposlitev pa izredno težko dobiti. Nadejam se vse najboljše in pa seveda sem prepričan, da se boste vi v svoji službeni angažiranosti srečevali s našimi člani oziroma slepi in slabovidnimi in da bo pridobljeno znanje boste še kako koristno uporabili. Lepa hvala seveda tudi profesor oziroma doktor Ciarcini. Toliko. Jaz ga žicam, da bo še eno. Še eno v kontekstu, o čem se danes pogovarjamo, eno izmed. Kakor vidiš. Pomembno v kontekstu še se. Sadi bi tudi na slovenski pogovarjamo. No, a imate radi, ki je staro Ljubljano, ali smo? Imate? Če smo tle dolgo. Vzem je Sabina je moja deklica, ki me čaka z dojemčico zunaj. Silje je spomnil slovensko povedal. Hodiva po mestu, ljudje se sprehajajo. Tja čez Tromostovje dol na Ljubljanico. Tja na tisti kraj, ker nama je tako lepo. Najdeva to struno in to je najbolj trudno. Mi dva greva tja dolov, tja, kjer našla sva naslov, tja, kjer sva zares čutila dotik stare Ljubljane. Prižgala sva to luč, da sva našla tisti ključ, tam, kjer sva zares stojila najlepše spomine. Hodiva po mestu, ljudje se dotikajo. Ni me strah s teboj, pomislim na to, kam bo. Slow
da mogoče se lotite ti pa.